Lepo pozdravljeni, v središče je prišel Janez Žakelj, poslanec Nove Slovenije. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Pozdravljena. Kot sva navajena, bova nadaljevala kar na ti, ne? Tako, ja. Bova začela kar z velikim dogodkom, ki je bil minuli konec tedna v Ljubljani. Pravzaprav si bil ti nek glavni gostitelj, lahko rečemo, kot vodja slovenske delegacije pri parlamentarni skupščini Nata, ne? In se pravi, so bila tukaj velika imena Nata, celo sam predsednik. In kaj so bili nekako zaključki? Predvidevam, da je bila v ospredju predvsem vojna v Ukrajini. Ja, lep pozdrav, res je. To je bil največji dogodek v Sloveniji na nivoju parlamentarcev. Zbralo se jih je skoraj 300 iz 46 držav in to je bil, moram reči, kar velik zalogaj, tako tudi za naše službe, ki so ga res odlično izpeljale. Jaz bi tukaj ne pozabil omeniti tudi našega bivšega predsednika Mateja Tonina, ki je bil prej vodja delegacije. On je pred dobrimi 2 leti to pobudo iz Nata izpeljal preko odbora za zunanje zadeve, tako da je treba poudariti, da sta tukaj v tem delu tako koalicija kot opozicija bili združeni, kar mene še posebej veseli, se pravi, da je bila Slovenija sposobna na tem področju varnosti, teh pomembnih vprašanj biti, bom rekel, nekako enotna v teh ključnih zadevah. Zdaj, kar zadeva obisk generalnega sekretarja Rute, to je prvi njegov obisk v njegovi funkciji in seveda je zelo pomembno, da je in veliko v tej skupini poslancev je veliko zelo pomembnih ljudi, se pravi bivših ministrov za obrambo, bivših zunanjih ministrov, ki tudi pomembno vplivajo na dogajanje v svetu, ne samo v Ukrajini, tudi na, se pravi, v Zahodnem Balkanu, pa ne nazadnje tudi v Izraelu, tako da je to res priložnost za Slovenijo, da pove svoje pozicije, tako da na skupščini sta nastopila tako zunanja ministrica, obrambni minister, ljudje iz industrije, obrambne industrije in mi smo svoje stališča, mislim, da dobro predstavili. Vesel sem, da se je tudi premier in naša politika strinjala, da je potrebno vlagati v obrambo, se pravi, če je že zaveza, to sem že večkrat rekel, če se Slovenija kot partnerica in članica Nata zaveže, da bo spoštovala ta pravila, je prav, da to tudi naredimo, ne? Se pravi, in kadar gre za investicije v našo obrambo, je prav, da rečemo, da bomo to tudi storili in da gre v to smer. Se pravi, je bilo to nekako enotno stališče Slovenije, ki ga izpostavljaš, da je torej se enotno predstavila svetu? Tako je, jaz mislim, da je pomembno, da smo se predstavili kot dober organizator, se pravi kredibilen partner, po drugi strani so bila pa tudi sporočila slovenske politike jasna, da podpiramo Ukrajino, da obsojamo rusko agresijo in da smo pripravljeni kot kredibilen partner dogovore, ki so bili na vrhu Nata v Hagu dogovorjeni, tudi izpolniti. Zdaj, seveda, od besed k dejanjem je včasih dolga pot. Lahko pa rečem tudi, da je v nastopu Zelenski, ukrajinski predsednik, se tudi Sloveniji osebno zahvalil, ker bomo podprli tudi nakupe se pravi raket za protizračno obrambo in mislim, da je to pomembno in pomembno je tudi vsi članice, ki so bile tukaj in opazovalke, so obsodile ponovno agresorja, ne smemo pozabiti, kdo je agresor, Rusija je agresor in izrazile podporo, polno podporo Ukrajini, da se brani, ker je to dejansko branik tudi naše varnosti, evropske varnosti in evropskih vrednot. In jaz bi ob tem premalokrat jaz slišim v Sloveniji obsodbo teh držav, ki podpirajo Rusijo, a ne. Tukaj gre zagotovo za Iran, za Severno Korejo, tudi za Kitajsko, ki ob sankcijah, ki jih Evropa in Zahod izvaja, ne sodelujejo in omogočajo Rusiji, da nadaljuje s to agresijo.
Zdaj, če ohranimo to vzdušje enotnosti, ne, in bova preskočila vse te spore okrog zdaj je 3,5% do 5%. Kaj nekako se pričakuje od držav članic, kaj vlagajo v obrambo, so bile morda kakršnekoli, kaj pričakuje recimo od Slovenije konec koncev, kaj naj stori v okviru teh zavez, ki jih ima do Nata. Konec koncev, mogoče predvsem v tej luči, ne, ker omenil si rusko agresijo, njeno nadaljevanje in vse te provokacije, ki se dogajajo v zadnjih tednih, se pravi vdiranja v zračni prostor in tako naprej. Konec koncev se lahko nek dron jutri znajde v Sloveniji. Ja, zdaj tukaj bi poudaril to, da je Slovenija že dolgo govori o opremi bataljonske bojne skupine, pa iz tega ni bilo še nič, ne. Tukaj jaz mislim, da je nakupa 8 kolesnikov, da je ta vlada naredila veliko napako, da ni pustila, da bi se tistih nekaj čez 58 kolesnikov nakupilo, pa bi Slovenija že bila precej dalje od izpolnjevanja zavez. Zato sem rekel, da je od želje in od obljube do izpolnitve dolg korak. Sicer pa je v NATO, jaz sem to tudi generalnega sekretarja vprašal javno, kako vidi kako dobro bodo te investicije potekale. Mi je potrdil, da je v NATO to načrtovanje skupno in se na strokovnem nivoju točno dogovorijo, koliko in česa bo katera članica kupila. Zdaj, kakšna je varnost Slovenije? Res je, droni letijo nad letališči in je možno, da tudi pride v Slovenijo. In Evropa je demokratična, pač evropske države so demokratične in imamo včasih zelo počasne odzive. Romunija je sprejela že zakonodajo na tem področju, druge države pa še ne. Tukaj se je nekoliko delilo mnenje, recimo, in je Estonec vprašal, kaj pa če bo ta dva v ruskem tanku prišla v McDonald's na estonsko stran kupit hamburger. Ali jih bomo postregli ali jih bomo zavrnili Tukaj so ta vprašanja, ki se zdijo smešna, pa so, kar bi rekel, zelo resna, ne. Dejstvo je, in to je Rute poudaril, da čeprav se moramo zavedati ruske moči, se moramo pa zavedati tudi njihove nemoči. Tako da, če bo katera od članic napadena, Rusija nima nobenih šans in tudi večkrat je bilo poudarjena tudi zaveza Združenih držav, ki je pač najmočnejša članica, da bo branila, tako da Slovenija kot članica NATO ima večjo varnost, ker lahko skupaj z ostalimi članicami imamo zagotovljeno tako varnost zračnega prostora kot ostalo varnost. Ključni doprinos članstva v NATO, ne? Tako je in zagotovo je kljub visokim stroškom, ki jih bomo plačevali, bistveno boljše uporabljen denar, kot recimo v bivši Jugoslaviji, ko je bilo teh obrambnih izdatkov med 12 in 20% tudi kdaj. Zdaj, kar polemično je bilo, ko je vlada napovedala oziroma zdaj tudi že vzpostavila dovoz, se pravi holding obrambni za obrambne investicije oziroma kako točno za investicije v odpornost in ne bom zdaj znala povedati celega imena, no. Skratka, vlada v tem okviru načrtuje strateško investiranje v varnost in obrambo države. Ja, tako je s tem, da na odboru za obrambo sem že jasno povedal, kaj si Nova Slovenija o tem misli. Dejansko mi podpiramo našo industrijo, da si vzame del te pogače, ki dejansko veliko denarja se bo zdaj vrtelo tudi v obrambnem sektorju. In tudi na skupščini NATO je govoril podpredsednik Evropske investicijske banke in je ponudil veliko denarja, milijarde za podporo industriji, tudi malim in srednjim podjetjem, in to je za naša podjetja seveda pomembno. Kar se pa tiče tega dovoza organizacije,
sem pa povedal in bom ponovil, da je recimo to tako, kot da bi lisica nadzirala dobrobit kokoši. In v bistvu Damir Črnčec, ki je predsednik nadzornega sveta, se je sicer nekoliko usmehil na moj izrazu, da za transparentno skrbi KPK in Računsko sodišče. In naslednji dan jaz sem mu rekel, da KPK je tisti, ki ga je premier označil za farso. In zdaj vemo, kakšna gonja je proti KPK in proti vodstvu. Dejstvo pa je, da je naslednji dan, ko je to izjavil, je pa tako SDH je vložila tožbo kot sam Damir Črnčec na zadeve, ki se tičejo ravno Dovosa. Ko da jaz tukaj tudi v imenu Nove Slovenije menim, da to ni potrebno, da imamo dovolj drugih inštitucij in sredstev, ki bi podpirali to industrijo in da teh skoraj 150 članic grozda obrambne industrije ne potrebuje še nekaj direktorjev in posrednikov, ki bodo organizirali, lahko v okviru obstoječih služb podprejo, da bodo naša podjetja lažje prišla do tujega denarja, se pravi do ugodnih kreditov in da bodo lahko konkurenčno, se pravi konkurirala na svetovnem trgu obrambne industrije. Kar zadeva ta gospodarski del, je pa tako v kontekstu prizadevanj Nove Slovenije, ne, da se okrepi konkurenčnost in vsa prizadevanja za to, da gospodarstvo raste, ker če bomo imeli delujoče in dobro delujoče gospodarstvo, bo za vse bolje. Tako je zdaj, če se birokracija povečuje, imamo primer, ko Ukrajina je najbolj inovativna, zato ker je nuja pripelje do inovacij, pri nas pa preveč birokracije, nasploh v Evropi, to je bilo tudi izpostavljeno, ubija to inovativnost, a ne, v Novi Sloveniji pa podpiramo inovativnost v smislu, da tisti, ki zna, ki hoče, naj se mu da možnost, tisti, ki pa pač dela vsak dan isto že 100 let, pa naj pač živi normalno, ampak tisti, ki je res dober, ne ga obremenjevati z dodatnimi birokratskimi ovirami in z davki, ampak dajmo jim omogočiti, da bodo prosperirali. Okay. Tak navdihujoč zaključek za tako pravzaprav zelo resno temo in kompleksno. Hvala, Janez, za danes. Se vidiva kmalu spet, ne? Tako, hvala, Andreja. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali.